Spoštovani, na prizorišče prihaja poveljnik 132. gorskega bataljona, podpolkovnik Danilo Klinar. Mirno, za prihod poveljnika 132. gorskega bataljona. Pozdrav, nadej, so! Podpolkovnik Danilo Klinar. Enota Sovoljakov, ena Unkici, po postojanju pripravljena za izvedbo slovesnosti treba počutila na mirovno operacijo. Poročamo od Vlada Šebat. Pripadniki Sobo na kon 01 Unkici. Na koga? Za Slovenijo! Evo Šebat, dozvolite za finost. Razumem. Mirno, časni pozdrav! Spoštovani namestnik poveljnika sil Slovenske vojske, polkovnik Igor Šebec, poveljnik 132. gorskega bataljona, podpolkovnik Danilo Klinar, spoštovani pripadniki slovenskega kontingenta UNIFICIP 1, spoštovani svojci, sodelavci, dragi gostje. Lepo pozdravljeni današnji slovesnosti, s kateri bomo na mirovno misijo na Ciper ponovno pospremili slovenski kontingent. Misija UNFICIP na Cipru poteka od leta 1964 na podlagi resolucije številka 186 Varnostnega sveta Združenih narodov. Mandat misije UNFICIP je preprečevanje izbruha spopadov med nacionalno gardo grških Ciprčanov in turškimi silami prispevati k vzpostavitvi in vzdrževanju pravnega reda ter nadzorovanja premirja in vzdrževanja razmejitvene cone. Slovenska vojska je v mirovni misiji na Cipru pod okriljem Združenih narodov že sodelovala od leta 1997 do 2001 in sicer je v območju delovanja napotila 8 kontingentov. Tokrat na mirovno misijo pod okriljem Združenih narodov na Cipr ponovno odhaja kontingent Slovenske vojske. Svoje naloge bo opravljal v sklopu slovaških oboroženih sil za obdobje enega leta. Kontingent Severnakon 1 UNIFICIP skupaj šteje 6 pripadnikov, od tega 2 pripadnika stalne sestave in 4 pripadnike rezervne sestave. Kontingentu poveljuje major Drago Šebal. Pripadniki kontingenta prihajate v fazo delovanja, ko boste začeli naučeno v naslednjih mesecih uporabljati tudi v praksi. Ob tej priložnosti za nagovor prosim namestnika poveljnika poveljstva sil Slovenske vojske, polkovnika Igorja Šepca. Polkovnik, prosim. Dobar dan. Spoštovani pripadniki Slovenske vojske, cenjeni gosti, lepo pozdravljeni. Danes stojimo pred pomembnim mejnikom v zgodovini Slovenske vojske. Na napotitev je pripravljen sicer majhen, ampak slovenski vojaški kontingent, ki mu bo prvič poveljeval pripadnik rezervne sestave. Poleg tega pa večino kontingenta sestavljajo pogodbeni rezervisti. Na ta način sledimo potrebnemu zasuku v konceptu delovanja, po katerem sile Slovenske vojske postanejo podpirani element, ki se lahko osredotoči na prednostne vojaške naloge. Mednje, poleg izpolnjevanja mednarodnih obveznosti nedvomno sodi izgradnja zmogljivosti tako za nacionalno in kolektivno obrambo.
Z večmesečnim opravljanjem službe v miru pripadniki rezervne sestave lahko razbremenijo stalno sestavo in omogočijo pripadnikom stalne sestavne operativnost, zaključek preoblikovanja, kolektivno usposabljanje in popolnitev kritičnih delovnih mest v stalni sestavi Slovenske vojske. V to misijo ne odhajamo prvič, saj smo v njej sodelovali od septembra 1997 do junija 2001. V 4 letih smo v prvo mirovno misijo pod okriljem Združenih narodov napotili 180 pripadnic in pripadnikov. Da ni prvič, še posebej velja za poveljnika kontingenta majorja Draga Šebalja. Za njim je 10 misij tudi na Cipru in kar 9 let delovanja na tujem. Tudi zato sem prepričan, da bo znal pripadnike kontingenta voditi modro, z občutkom, predvsem pa profesionalno. Vaša naloga je na videz enostavna. S prisotnostjo, neoboroženim patroliranjem, s postavitvijo opazovalnic in zavarovanjem območja delovanja boste zagotavljali pogoje za trajni mir ter širjenje vrednot Združenih narodov. Sodelovanje Slovenske vojske v tej misiji pa tudi podpira vlogo Republike Slovenije kot nestalne članice Varnostnega sveta Združenih narodov, ki s tem izkazuje svojo naklonjenost reševanju sporov, stabilizaciji in ureditev razmer na Cipru. Zato bo vaše delovanje pomembno za zagotavljanje miru in varnosti prebivalcev, bo pa tudi prispevalo k verodostojnosti in ugledu naše države v mednarodni skupnosti. Opirali se boste lahko na profesionalni odnos, tovarištvo in predanost. Podpirajte se med seboj, sodelujte in si med nalogami stojite ob strani. Vem, da odhod od doma, od družin in prijateljev ni lahek. Vsi, ki služimo v tej uniformi, smo to že izkusili. A hkrati sem prepričan, da bo vaša misija uspešna in da se boste domov vrnili bogatejši za izkušnje, ki bodo koristile ne vam osebno, temveč Slovenski vojski in Republiki Sloveniji kot celoti. Ob tej priložnosti bi se vam rad zahvalil tudi vam, vašim družinam, najbližjim, ki vam stojijo ob strani in vas podpirajo na tej zahtevni poti. Njihova podpora je zelo pomembna za vaše uspešno opravljanje svojih nalog. Naj vas na poti spremlja vojaška sreča, naj vas vodi profesionalnost in naj vas vedno varuje duh enotnosti in tovarištva. Srečno in varno se vrnite domov. Hvala. Polkovnik, hvala. Spoštovani, sledi himna Slovenske vojske. Enota, mirno, glasni pozdrav! Spoštovani zbrani, poslovimo se z besedami želja, da boste pripadniki kontingenta UNFICIP 1 uspešno opravili naloge na misiji in se tudi varno vrnili nazaj v domovino. S temi besedami je današnji uradni del slovesno zaključen. Preden gremo na profesionalno urjenje, me pa res zanima, ravno kar ste zaključili z aktivno službo, pa ste že spet nazaj. Zakaj? Drži, upokojil sem se ob koncu decembra. V dogovoru z nadrejenim in z možnostjo, ki jo Slovenska vojska ponuja, sem že prej sklenil pogodbo za 5 let v rezervi in v sklopu te pogodbe je potem obstaja možnost službe v miru, tako imenovane, za obdobje celega leta oziroma po dogovoru z nadrejenim. Jaz sem se za to odločil, rezervna sestava je, tako kot pravi pri nas, najhitreje rastoča sila trenutno in v sklopu tega seveda je omogočena tudi napotitev na mirovno misijo. In v dogovoru z nadrejenim sem se odločil tudi za to. To sem prej prav razumel, vi ste že bili na Cipru?
Drži, prvi 97. leta kot poveljnik oddelka in potem 2000 in 2001 kot poveljnik voda. Torej se v bistvu vračate na poznano moče, pričakujete kakšne posebnosti? Misija poteka operativno na podoben način, kot je potekala cel čas. Enkrat na leto se obnavlja, skladno z resolucijo oziroma z odločitvijo Varnostnega sveta in sodelujočih držav. Seveda so spremembe s tem, ker se čas spreminja in vse skupaj modernizira, ampak tako, kot ste rekel, vračam se na poznan okolje, tako da ne pričakujem posebnosti. Do sedaj ste imeli vedno vojake, ki so bili profesionalci, tokrat pa prvič za Slovensko vojsko, da imate pa tudi rezerviste. Kakšni posebni občutki, imate kakšne posebne priprave? V bistvu ni nobenih razlik, vse jaz jih ne bi delal, fantje so odlično pripravljeni, imeli so individualne priprave, ki so potekale več mesecev, potem smo imeli tudi skupinske priprave, ki smo jih kronali z usposabljanjem na Slovaškem v njihovi enoti za trening pred napotitvijo. In nenazadnje smo bili certificirani, tako da občutki niso popolnoma nič drugačni, kot da bi šel z pripadniki stalne sestave. Nenazadnje sem tudi sam rezervist. Mogoče sam še, če opišete, katere naloge vas čakajo na Cipru. Mi delujemo na Cipru v skladu z resolucijo 186, ki je bila sprejeta 64. leta. Glavna naloga je preprečitev ponovnih spopadov med sprtimi stranemi in pa nadzor nad statusom quo, tako imenovanim. To izvajamo v buffer zonu, ni samo razmejitvena črta, ampak je buffer zon in tukaj je inspektor nalog, ki jih opravljamo, se pravi neoboroženi, sestojijo se iz patruliranja, nadzora, gibanja v buffer zonu in podobnih stvari. Sam pa delam v poveljstvu sektorja 4 kot častnik za povezavo z severno stranjo oziroma s turško stranjo. Ko še malo poveste, kako je z nastanitvami, kje boste nastanjeni, v kakšnem okolju boste živeli? Se pravi, oddelek je dislociran od mene približno 60 km, oni so nastanjeni v manjši bazi vodnega nivoja, imenovani Pribina oziroma opazovalna postaja 104. Tam je nastanjen en slovaški vod in tudi naš oddelek. Sam pa sem na turškem delu Cipra v Famagusti v kempu general Stefanik v njihovi operativi. Hvala. Gorazd Kotnik. Gorazd Kotnik. Čim ime priime? Vodnik Gorazd Kotnik. Poddesetnik Jože Božiček. Najlepša hvala. Za začetek, koliko časa pa ste že v rezervni sestavi? Jaz sem v rezervni sestavi bil že prej, od leta 2007 do 2016, potem prekinil in se aktiviral ponovno lansko leto, junija. Kakšen poseben razlog? V bistvu malo odmik od rutine. Tako da malo spet zamenjam okolje, pa novim dogodivščinam naproti. Jaz sem pa v rezervni sestavi že 20 let, zato sem se odločil, ker pač tovarištvo skozi moraš biti telesno dobro pripravljen. Mislim, da je tle idealna priložnost v bistvu, da si plačan za to, da skrbiš za sebe. Da, odlično povedano. Ampak vseeno je pa nekaj, kot ste dobro sami rekli, da skrbi za sebe, druga stvar je pa iti malo ven iz domovine. Tako da, kaj je bila ta motivacija, da ste se pripravila, da greste na Cipr? A ste prav hoteli na Cipr, ker imajo lepe plaže, ali je bila nova izkušnja? Moja motivacija je vsekakor neka dislocirana enota, se pravi, da nekam odpotujem, rad potujem. Hkrati dobim nova znanja, nove širine pogleda in na koncu tudi seveda neke nova poznanstva. No, za mene pa, glede na to, da sem že 20 let v rezervi, je to prva misija, ki se jo udeležujem in v bistvu nisem hotel spustiti te priložnosti, da lahko se udeležim ene take res mednarodne misije, pa da doživim to.
No, zdaj pa na dva najbolj pomembna dejavnika v življenju vsakega človeka. Bomo začeli pri službi, kako gleda delodajalec na prostočasno dejavnost in tudi na sam obisk Cipra. Moj delodajalec podpira te zadeve. V našem podjetju je kar nekaj rezervistov, tako da so naklonjeni tej vrsti sodelovanja. Lahko vprašam, kaj pa delate? Se ni treba podjetja? Jaz delam kot logist v Adrii Mobil, tako da tam so zelo naklonjeni takim, kot smo mi. Super. No, jaz sem delal po osnovni šoli in glede na to, da sem tudi v javnem sektorju, mislim, da je tudi ravnatelj zelo podpira to. Je za take stvari in mi je skozi do zdaj stal ob strani. A lahko vprašam, kaj učite? Ne, vzdrževalci na šoli. Aha, okay. Potem pa še vprašanje samo za vas, kar se mene tiče. Kako pa družina gleda? Ja, to je zdaj tako, no. Treba se je dogovoriti, mora biti soglasje iz vseh strani. Žena, otroci, v bistvu veliko dela, veliko skrbi zdaj bo padlo samo na ženo. In jaz mislim, da je bo to uspelo. Lahko fajn zrihtala, tako je treba. Je pa seveda treba konsens. Ko sem še tako vprašal, mislim Ljubljančan, pa mi so malo čudni. Ampak kako pa kaj prijatelji gledajo na to, mislim? Namesto, da boste gledali zdaj kaj, še fuzbal pa pili pivo. Moji prijatelji me kar podpirajo, me poznajo, tako da pravijo, da grem na dober kraj. Ja, tudi pri meni je zelo podobno. Se prijatelji tudi veselijo tega, da bom tudi jaz doživel nekaj novega. Super. Jaz bi samo vprašala še, kako sta vidva doživljala to pripravo, kako je potekala skozi vaše oči, da pišete? Priprave so bile kar intenzivne, zanimive. Všeč mi je bilo, da sem dosti novega znanja pridobil in seveda, da ga bom lahko potem izkoristil na misiji. Super, hvala. Ja, se popolnoma strinjam s kolegom. Tudi tujini, ne, ste imeli del pripravljanja, če se prav razumela? Ja, na Slovaškem. Na Slovaškem. Ker boste tudi delovali z... Tako, delovali bomo v Slovakiji, ja. Super. Srečno pot. Hvala. Srečo, ja. Najlepša hvala. Srečno.